Vsi moški radi uriniramo. Na to temo sem šel čist brez prehoda. In sicer z različnih razlogov. Spijemo preveč pira, označujemo teritorij, podpisujemo pogodbe, protestiramo malo za hec ali pa kar tako in ko sem črt tako odtakal v sosedovo rože, sem se spomnil, ubogih parkov vsake toliko protestirajo. Pa kam grejo te ljudje scat? Semolič lih ne prinese Dixi prenosnih vecejev, ki demonstrirajo sindikati. Ajde, tisti od odbora 2014 imajo itak kateter. Lahko njim. Kaj pa ostali? No in pa sem se spomnil, 100% grejo tankat na parlament. Bolj se poscat na simbol demokracije, kaj pa po centru kafič iskat. Sam zaradi veceja naročati špricer. Zdaj, ni slaba ideja, ampak to prinaša nestabilnost. In to dobesedno. Ta teden so namreč iz nemškega mesta Ulm sporočili, da je najvišja katedrala na svetu v nevarnosti, da se podre, saj je vsa poscana in pobruhana. Kaj te švabi pijejo, da urin razžira kamen, ne vem. Vem pa, da je nepar teh žurerjev rabimo pri nas, da puščajo to našo bajto na Trgu Republike. Med poslancem pa poscancem tako ni velike razlike. Še 5 strani pa smo konc. In, ker smo lih pri politikih, ogromno Slovencev ne spremlja politike, ne loči med Cerarjem, med hidrantom, med volom. Volijo pa ceco vsakeč, ko pride, to pa ja. Zdaj, v glavnem, velik strank, ogromno nakladanja in debelni ksihti. Komu se da razmišljati, kdo je kdo? Zato sem se poleti zaprl v kočo na Veliki planini in napisal knjigo. Slovenska politika za telebane. Kmalu na voljo v vseh knjigarnah in poštah. Ne. Ne, gospa, to je čist prava knjiga, to ni fejkana knjiga, adult joke book. No in kar je dobro, da državljani vemo, kdo na naš račun čoha jajca, bomo naredili en šnel kurs. Začnimo pri predsedniku vlade Miru Cerarju. To je človek, ki je vse prepričal, da je boljši od ostalih, pa je pa dokazal, da je isti lolek. On je kot pralni prašek. Pride nov ven, ki ti očisti obleke za nazaj, vsi kupimo, vsi navdušeni. Čez en mesec pride pa active whitening, ki je pa še boljši. Ne? In reče, čak, to je isti drek. Cerar je v bistvu to, kar je rekel Kordiš iz Združene levice. Je treba vedeti, da je Miro Cerar v resnici Janez Janša z drugačno frizuro. Zdaj moramo... Do naslednjega tedna bomo pa sam še raziskali, iz katerega leta slike od Janše je gledal. Zdaj, lejte, nad Smererjem v rojstnem listu je sam napisano opravičilo od Dureksa. Žal nam je. Zdaj, kaj pa Janezek? Dajmo njega pogledati. Njega imamo zato, da dela afere, ne? Pa ves čas ima paranojo, da ga lovijo palčki. On je kot un cimer s faksa, ki je zmer tako zadet, da halucinira. Pa zmer ima probleme s policijo. V glavnem naš Janez je, kaj bi iz psihiatrične knjige izpisal, naključne sindrome. Pa dajmo pogledati pod P. Pajac, papak, pacient, pahor. Pahor. To je posebna sorta folk. Bil je vse od manekena, pionirčka, do premijeja in predsednika. Kot premijer je bil obupen, zato smo ga dali tja, ker dela najmanj škode. In on se kot predsednik počuti kot doma. Potuje, laufa, selfije dela, nam sramoto. Lejte, če hočete narediti samomor, splezite na njegov ego, pa skočite v globino, kjer je njegova zrelost. Pejmo pogledati po črko E. Imamo recimo Erjavca. On je upokojence naplahtal, da jim bo zvišal penzije. Zadnjih 12 let pa preleze v čist vsako vlado kot minister. Ljega imajo radi, ker se heca, ne? Saj sem feeling, če bi se z njim šli skrivalnice igrati, ga ne bi šel noben iskat. Imam prav. Ker ne bo tam. Ker ne bo. Aha, skoraj sem pozabil, Dejan Židan. Njem se niti približno ne sanja, kje je, kaj dela. Zdaj kroži teorija, da so ga eni Marsovci pozabili tle enkrat, ki so bili na obisku. Kako je postal minister, je skrivnost. Vemo samo to, da je toliko uporaben, kot Joški na Nuni. Zdaj pa, če pogledamo, Ljudmila Novak. Ljudmila Novak, glej Janez Janša.
pod geslom Alenka Bratušek pa je prazna stran. Po mojem, nisem mogel spomniti, da je to. Aha. Zokija bi lahko pogledal, ne? Zoran Zoki Janković, dosmrtni šerif in zavojevalec lekarničar. Veliki graditelj parkirišč in zavetnik provizij. Ti, folka, se vi zavedate, da je toliko manjkalo, da bi bil Zoki premier? Toliko je manjkalo. A si predstavljate? Štajerska šla Hrvatom, Cerkniško jezero bratal parking, Triglav bi pa Jurček privatiziral, pa na njem naredil shopping center. Glejte, narod, slovenska politika je polna čudnih likov, vedeti morate le nekaj. Če bi pizde lahko letele, bi bil državni zbor en velik aerodrom. Folka, se z eno foro. Kako bi vi tujcu opisali naše politike? Dejte zbrati enega, pa ga v enem stavku opisati, vršite foro na Twitter pod #posranci ali pa komentirajte na Facebooku. Bomo naslednji teden prebrali najboljše. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.